Dobro dan in dobrodošli v podkastu Prevajalske agencije GOR, kjer gostimo izjemne posameznike iz sveta startupov, scale-upov, investitorjev in iz drugih kotičkov podjetništva. Kje in kako začeti, na koga se obrniti, na kakšne izzive se pripraviti. Torej, pogovarjali se bomo o tem, kakšno pot mora prehoditi mlado podjetje, da odpre svoj potencial in zaslovi kjerkoli v svetu. Danes je poseben dan, kajti danes naš podcast postaja mednaroden, saj v studiu gostimo gosta iz Hrvaške, konkretno iz Opatije, ker Slovenci radi dopustujemo. To je z nami v studiu gospod Nikola Balaban, solastnik in direktor podjetja Knedl d.o.o. in spletno platformo Dispomarket. Že v času študija, oziroma zaključil si študij v elektrotehniki v Ljubljani in kmalu, če sem razumel pravilno, tudi kot študent že začel v Outfit 7. Vsi poznamo ta unikorn, en najbolj poznanih unikornov v Sloveniji, in tam si se pač učil, pridobival dragocene izkušnje. Potem pa lani ste se odločili še z dvema kolegoma odpreti svoj startup. In upam, da je to s ciljem, da je to nov unikorn. Dobrodošel, Nikola, na našem studiu. Bi morda še kaj dodal k tej uvodni predstavitvi? Živjo vsem, hvala, da ste me gostili. Si kar lepo povedal, ja. Začelo je z Outfitom, zdaj pa je marsikaj drugega se razvilo iz tega. Ja, tako da 10 let v Sloveniji zdaj, malo več, mogoče 11. Super. Nikola, da razčistva nekaj glede kronologije letnic. Vidim, da so nekaj številk se mi je pojavilo na LinkedInu, ko sem se pripravljal na najen pogovor. Sem videl na samem profilu Dispomarket je letnica se pojavila 2019, na tvojem profilu marec 2021, v IPES-u pa lani 2022, oziroma februarja 2022. Zanima me v bistvu, kje se je dejansko vse skupaj začelo, katerega leta. Prebral sem tudi, da ste pač v ekipi, oziroma da ste odprli z Markom in s Tadejem. Zanima me, kje je ta osnovna ideja, kako ste se spoznali, oziroma kje je ta v bistvu, kje ste vse skupaj začeli in morda tudi zakaj to ime Dispomarket. Okej, ja, s temi letnicami pravzaprav Knedl obstaja že 10 let ali pa več. Nekako smo, v bistvu jaz na podbudu mene na faksu, ko sem imel popoldan preveč časa, sem rekel, dajmo se eni posamezniki, ki hočejo nekaj svojega narediti, začeti dobivati ob četrtkih ob 8 zvečer. To je bil nek naš dan. In danes ekipa Knedlov je čisto drugačna od tiste ta prvotne, ampak sodelujemo pa še z ljudmi, ki so takrat bili z nami, pa tudi so eni investitorji iz te prvotne ekipe, ki so investirali v nas. Tako da tiste letnice mi ne vemo točno, kdaj je začelo, mogoče lahko na Facebooku najdem tisti message iz 2012. 2019 je pa začela Dispomarket zgodba, zaradi tega je tam 2019. Takrat smo začeli z nekim transport management sistemom. Takrat smo dejansko, en kolega s faksa nas je povabil, da pridemo pogledati njegovega prijatelja. Zdaj, kolega s faksa pomeni, bilo nas je 6 na podiplomskem študiju na elektrotehniki. In to so ljudje od 55 let, tako da kolega s faksa ni naš mislim, ko se reče, generacijska prijatelja, ampak je dejansko starejši. Nas je prinesel eno podjetje s 40 tovornjaki, da mi malo vidimo, kako mi njim lahko pomagamo. In tam smo najdeli 4 disponente, ki en drugmu skačejo v delo, se delajo vse na tabli, in to je bilo 2019, ko je bila digitalizacija v polnem zagonu, in smo mi rekli, zakaj ne bi sam pomagali, nekaj naredili za njih. Tako da to je bilo tisto 2019. Pol je 2022, februar, takrat smo ustanovili čist zaradi potreb razpisa P2. Tako da nekako lahko pridemo in v 2022 in v 2023, da smo eligible za tale P2 grant od države. Zdaj, kaj je še ostalo? 2019 je ustanovitev Dispomarketa, marec 2021.
marec 2021, ker na mojem LinkedInu je pa takrat, ko sem jaz dejansko začel full-time delati za Dispo Market. Tako nekako. Tako da je vse malo različno, ampak sam Dispo Market pa obstaja 2019, je že nekaj časa od te ideje. Razumem, super, zdaj mi je veliko bolj jasno. Dej, prosim, meni pa gledalcem opiš tako na nek preprost način, kako ta platforma, tako kot ste sami na spletu poimenovali Dispo Market, pravzaprav deluje in kakšne probleme reši. Okay, torej 2019, ko sem rekel, da smo začeli s to idejo, smo dejansko začeli delati nek transport management sistem. In takrat smo malo pogledali, kaj se dogaja zunaj Slovenije na tem področju in smo videli, da zelo veliko podjetij dela, sploh v Nemčiji, na tem področju in so že uspešni startupi, ki so dobili večmilijonske investicije in smo rekli, ok, ne bomo se borili z njimi, ker so že nekaj pred nami, dajmo mi narediti nekaj, ki bo izkoriščalo vse te podatke, ki prihajajo v panogo in naredili nekaj, kar bo prišlo potem. In smo sploh z AI, ko smo imeli še nekaj odprej, jaz sem tudi na računalništvu in informatiki v Ljubljani delal nekaj na AI-ju, tako da smo rekli, ok, dajmo mi narediti AI, ki bo disponentsko delo začel delati na mesto njih. In zdaj je ta platforma, prišli smo do tega, transport je panoga, ki imamo prevoznike, pa nekoga, ki rabi prevoz. Začeli smo se ukvarjati prvo s prevozniki in to je zdajšnja platforma, ki dela zdaj, je to, da lahko na borzi tovorov, tisti, ki rabijo prevoz, za tega prevoznika najde najbolj ustrezen tovor za njegove prazne kapacitete in mu dejansko začne že pogovor z tem na drugi strani. Kar pomeni, da se zamenja pri disponentu to, da on ne treba več aktivno iskati tovora, ampak tovori prihajajo do njega. To je neka osnova, ki smo zdaj začeli prodajati. Super. S kakšnimi izzivi ste se čist v začetku ukvarjali, pa kako bi to zdaj pomenilo z današnjimi? Ker zdaj tudi tle si že prej orisal, da to so neki pomembni mejniki, že grejo celo v 2012, pa pol 2019, pa 2021, pa 2022. Kako bi to primerjal? Kaj je bilo prej najbolj težko, ali pa kjer so tiste bile prvotne bariere, pa kaj so današnje? Okay. V začetku, to smo bili 18-19 let, takrat smo rabili delati dejansko, imeli smo izkušnje, imeli smo ljudi, ki delajo v Outfit 7 z nami, imeli smo ljudi, ki delajo zelo velike mergers and acquisition zadeve v nekih agencijah za prodajo podjetij in imeli smo ljudi, ki delajo na simulatorju vožnje, ko so bili vsi v naši tej ekipi prvotni Knedl. Prva stvar, ki smo mogli nekako dobiti, je tisto zaupanje, da mi lahko nekaj naredimo. In to se je zgodilo, po mojem, 5 let potem, ko smo začeli delati skupaj, ko smo začeli dobivati take projekte, ki jih noben ni mogel narediti in pol bi do nas nekako prišli po raznih vezah. To je recimo, ne vem, sobno kolo, ki lahko furaš Logarsko dolino, ki je povezano pol z računalniško igrico in dejansko lahko senzor, ki je gor na kolesu in ti lahko furaš tisto kolo in se furaš čez Logarsko dolino. Take zanimive projekte smo začeli dobivati in tukaj smo dobili neko zaupanje v same sebe, da mi lahko nekaj produciramo in da naredimo nekaj, ki je mogoče tudi boljše od drugih v naši panogi. To je neka ta glavna stvar, ki mora en mladi podjetnik zgruntati, da lahko, da se da vse narediti. Drugi izziv za nas, ki smo večinski bili inženirji, je bil to, da nehamo inženirati, da začnemo delati biznis. In to se nekako zgodilo 2019 recimo. Takrat sem jaz nehal sploh programirati za Knedle in sem začel delati biznis in to je res bil preskok v Knedlih na način, da je ratala zadeva zelo bolj resna. Začeli smo se pogovarjati in z strankami in vse, kar pride skupaj s poslom, ne samo neke sanje in inženirstvo odzad v sobi. Tako da to je en drugi ta glavni mejnik in zdaj pol tretji je, ko smo dobili investicijo. In takrat je ratala zadeva še bolj resna in zdaj čakamo na naslednje izzive. Tako da to je nekako čist ne glede na kaj delamo, kaj smo mi mogli pri sebi narediti. Pa če se pol vrnem na to 2021, kjer se je začelo to, kjer ste bolj začeli razmišljati tudi o poslu, verjetno ste tudi takrat postavili ta poslovni model, oziroma kakšen je ta poslovni model?
Poslovni model je zdaj, to je ena nova stvar, o čemu jaz rad govorim. Z umetno inteligenco prihaja ena nova stvar, ki prej ni obstajala v svetu, je to, da mi dejansko ne dajemo neko SaaS platformo človeku na uporabo, pa bo on tam upisoval podatke, pa bo nekaj dobil ven. Ampak dejansko mu damo program, ali pa jaz rečem temu agenta, ki že dela delo, ki nekdo tam dela. In kako zdaj ovrednotiti to delo? A bo to nek mesečni fee, čeprav naš program za njega dela revenue. Torej ni, da nek človek z pomočjo našega programa dela nek profit, ampak dejanski program je sam upleten v delovne procese. In tukaj še, po mojem, še 2-3 leta se bo razvijalo, kakšni so poslovni modeli za to. Za zdaj je tukaj imamo monthly fee, navaden SaaS, ker to je bilo najbolj razumljivo za naše kliente, ampak ja, jaz mislim, da bo tukaj še ful enih novih poslovnih modelov, samo zaradi tega, ker pač tega nismo še imeli. Ne moreš plačevati plačo računalniku, tega ni, ne, še ni, bomo videli, kako gre. Ja. Tako da, še ena druga stvar, ne, klej se gre gledati, koliko je razmerje med computing powerjem pa človeškim powerjem. Tudi tukaj so zdaj eni poslovni modeli se začeli razvijati, a plačujemo za delo ali plačujemo za delo računalnika, kaj je razlika med delom računalnika, kaj je razlika med delom človeka, tako da je kar ena nova panoga, ki bo še se dogajalo. Čeprav pričakuješ, da boste to že razmišljate, vidim, ampak da boste tudi razvijali, spreminjali, ampak izgleda tipate, na kaj so stranke pripravljene. Ja, najlažje bi bilo, da je vse na nek monthly subscription, ampak kakor rečem pol, razlika je, kaj dela AI, pa kaj dela prej mi ne moremo reči, da bo en uporabnik imel computing powera 20, drug 100. Tako, vsi so različni in to je problem tega monthly fee pri umetni inteligenci. Se vidimo zdaj, kaj ima problem ChatGPT z dnevnimi stroški obratovanja njihovih strežnikov. Zanimivo. Zanima me, kako, mislim, tako za startupe, ki poslušajo ta podcast, pa tudi za nas, poskušam razumeti, kako tvoj dan sploh zgleda in čemu ti namenjaš največ teh svojih resursov. Zdaj, trenutno, zelo se spreminja, kje gre moj dan. In to je najbolj se spreminja proti tem, kaj podjetje potrebuje. Mi smo začeli prodajo, torej razvili produkt in prodali ga aprila, tako da to je kakšnih 4-5 mesecev nazaj. Tako da zdaj je celotna nekako moja, ne celotna, ampak večino mojega časa gre v prodajo. Da nekako razvijemo, da dobimo stranke, da lahko še naprej razvijemo še boljši produkt. Drugo je nek business development, ker smo v B2B prodaji, ki je treba delati na networkingu, treba dobiti na neki reputaciji in kako se reče, transport je ena izmed najstarejših panog in ko ti prideš, ko 1 let firma stara ali pa 2 leti firma stara, noben zares noče s tabo. Tako da tukaj nekako gradimo neko našo reputacijo, pa da tudi se vidi, da imamo izkušnje v tem. Tako da te neke 2 do 3 stvari se jaz najbolj prilegam. Potem bomo videli, kam nas pot pelje naprej, kje bo naslednji. Jaz mislim, da čez 2 meseca bo spet to čist nekako na glavo obrnjeno, moje prioritete. Zanimivo, to je tak rollercoaster, ne? Mogoče se navežem kar na to, ker vem, da smo se že prej pred tem podcastom pogovarjali, da ste iskali investitorja, zdaj si mi v zunaj zaupal, da ne več, ampak kljub vsemu me zanima, kakorkoli, ne, zdaj smo se nekako dotaknili tega marketinga, sprav brandinga in prodaje. Me zanima, koliko denarja pa sploh lahko namenite, oziroma če gremo nazaj, če bi prišlo do te investicije, koliko denarja bi ste imeli v planu nameniti za ta del? Zdaj, spet transport posebna panoga, ker redko katera panoga je velika 8 trilijonov ali 10 trilijonov dolarjev letno. Tukaj so igralci, ki imajo zelo velike resurse in zdaj naša ideja je, da naslednje leto, ko se razširimo po Evropi, tam okrog 1 milijona bomo rabili za narediti to, kakor je treba, ampak pol, ko bo začelo dejansko scale,
takrat bo to nek mnogokratnik tega milijona, ker tudi ostali naši konkurenti razpolagajo z velikim denarjem. Res je, da se pol tudi hitro obrne ta revenue not, ker so veliki stroške obratovanja recimo transportnih podjetij, ampak ja, jaz bi rekel tam okrog milijona bi rabili za nekako Evropo napadati in pol za neko skelanje, za širjenje tiste baze uporabnikov po Evropi še nekaj dodatnih milijonov. Razvoj kle, to je nekaj, če se moramo še prideti, da imamo neke nove razvojne projekte, ker zdaj je cilj sam, da naredimo prodajo. V taki fazi smo. Zdaj dejansko smo mi v temu death value startupov, ki se moramo izplavati van. Nekako smo šli s prvo investicijo lepo zafurali, ampak zdaj treba pokazati, da smo podjetje, ki lahko preživi ta death value. Kakšni pa bodo kanali? Mislim, vem, da se tudi spet sva se večkrat tudi že prej srečala in vsakič si mogel na kakšen sestank, tako da očitno si zelo tako po terenu tudi, ampak vseeno me zanima ta marketing, prodajne kanale, kakšne kanale ubirate? Pri marketingu nam je nekako najbolj uspelo do zdaj Facebook. Očitno je tak profil ljudi, ki radi gledajo tudi na Facebooku. LinkedIn je začel se zdaj več in več pojavljati sploh v transportni industriji. Nekako zdaj s tale cenami goriva prejšnje let, pa s korono, pa z novim 2030 evropskim Green Dealom, so začeli videti transporterji, da je digitalizacija in ta napredek do dostopa do informacij nekaj, ki jim pride prav. Pa tudi generacijski so zdaj moji vrstniki, je to prava beseda? Ja, moji vrstniki so nekako ki so podedovali familijska podjetja transportna od svojih staršev. In se zdaj zelo vidi ta trend v digitalizaciji, da se dviguje in tudi nam je zdaj lažje. Recimo zdaj večje akaunte v B2B je še zmeraj cold calling najboljša opcija, ki jo imamo, ampak ja, neke tradicionalne medijske novice, revije, Facebook je spet tradicionalen že v digitalnem marketingu in LinkedIn se malo zdaj pojavlja. Imamo tudi nekaj čez gospodarske zbornice, logistično združenje Slovenije, obrtne zbornice. Dosti je tradicionalno, pa imamo zdaj v naslednjem mesecu en plan probati malo nekaj novega narediti, tako da pratite malo kanale, pa bomo videli, kaj se dogaja s tem. Zanimivo, super. Me pa zanima tako, to se malo navezuje, kar si že povedal, ampak kakšni so odzivi? Prej si rekel, da dejansko vidiš, da bo poslovni model drugačen, ampak še vedno pa je treba nekaj tega ponuditi, kar so vajeni. Ampak ali so taki pa odzivi teh vaših potencialnih strank? Odzivi so, stranke najrajši imajo čist enostaven model. To je nekaj, kar je vedno najboljše in zaradi tega mi držimo ta enostaven model nekega monthly subscriptiona po fiksni ceni. Stvar je, da ko bomo mi enkrat sklenili celoten pot te supply chaina, logistične verige, takrat bo zelo drugačen, ker bomo vedeli, katere dele logistične verige zdaj zamenjuje naša platforma. In takrat se bo verjetno spremenil tudi model, ampak upam, da takrat tudi zelo večjo vrednost prenesemo vsem tem podjetjem, ki je zdaj lahko prenesemo. Tle bi tudi se navezal na to, ko si rekel, da dejansko se ta generacija menja, če sem prav razumel, ne? Ja. In zdaj ta generacija je verjetno bolj domača v tem svetu, ne? So pač neki nomadi, ampak dejansko so zrasli v digitalnem svetu, ne? Sem pa tudi nekje prebral, da to tudi v bistvu je okoljevarstveno, da te optimizacije vaše. Zdaj tudi me malo zanima, tudi ESG, so bolj pripravljeni tudi tukaj kaj poslušati. Jim to tudi kaj pomeni? Ja, to je nam sploh v tem letu, pa tudi, ko je prišel ven ChatGPT, je čisto zamenjal nekako pogled, kaj lahko se zgodi s tem. Zelo lažje nam je obrazložiti zdaj našim strankam, kaj mi dejansko delamo. Prej je to bil nek black box, za katerega bi oni rekli, ni šans, da to narediš. Zdaj pa je nekaj, ok, zdaj pa ti verjamem, da to lahko se zgodi. Tako da to se sigurno zgodilo. ESG
to se zdaj začenja, to je nekaj, kar vsi bi rad to sam rešili. Tako da nekako imajo pritisk, da dela digitalizacijo, zaradi tega, ker je zelo lažje pol narediti vse tiste parametre, vsa poročanja, vse, kar bo potrebno. In mi smo tudi delali malo raziskave 2030 za tistimi pogoji, kot zdaj. Ni šans, da nobeno podjetje ima celoten vozni park samo z fosilnimi gorivi. Tako da je problem nastavljanja zakon, da se morajo iti v neko drugo alternativo ali pa nekje zoptimizirati. In to ne bojo priznali, ampak ja, zelo se zdaj dogaja, kako to iti čez. Po drugi strani niti ne ve se, ali bojo to električni tovornjaki, ali bojo vodikovi tovornjaki. Zdaj eni rečejo električni, tudi tisti strokovnjaki na vrhu ne vejo še, kaj se bo zgodilo. Tako da mi nekako rajdemo na temu wave-u in čakam, ko se bojo vsi zdigitalizirali, takrat bo naša vrednost ratala največja. Ker, kot sem rekel prej, nismo hoteli delati digitalizacije, ampak tisto, ki boš uporabil te podatke za naprej. In za zdaj, da potrkam, nam kar gre ta plan in upam, da smo v ta pravem času tam, kjer bi mogli biti. Fingers crossed. Globalni trg, koliko potencialnih strank vi imate? Kakšen je tukaj? Tako, Evropska unija je 300,000 potencialnih strank, tam nekje. Mi smo partnerji z eno izmed največjih borzi tovora, v bistvu največja borza tovora v Evropi. Oni imajo svojih 150,000 strank po celi Evropi in je to trg, če se ne motim, okrog 600 milijard evrov letno, kar pomeni, Evropa je čisto dost za priti do nekih milijonskih zneskov revenja. In se mi zdaj skoncentriramo v naslednjih 2 leti dejansko pokriti to. Imamo dovolj dobre partnerje, dovolj dobro tehnologijo, da to že danes razširimo po celi Evropi. Edino je pač treba nekako narediti tiste baze po Evropi, ki so ta glavne, in zboljšati to, ko smo pregovorili, naše marketinške kanale, ki tradicionalno ne bo zneslo tolikega volumna. Na spletu, v bistvu sem vaš spletno stran in vidim, da ni samo v slovenščini, da je še v angleščini, pa hrvaščini, nemščini, francoščino sicer lahko izbereš, ampak je trenutno še v angleščini. Me pa zanima, je to povezano s trgi, ki jih želite odpreti? Oboje. V Outfitu sem jaz začel kot tester, QA, Quality Assurance, in sem delal, vedno je to prvo, ko dobiš za testirati lokalizacije. Lokalizacije v Outfitu je 12 podprtih jezikov, mogoče zdaj malo drugače, ampak takrat je bilo 12. In je to bil tak naporen šik za tam to klikati in iti čez vse jezike, ampak sem naučil se, kako mora izgledati ena lokalizacija enega appa in kako je implementirati tudi potem. Pa tudi sem pol zautomatiziral jaz tisto testiranje, ker mi je bilo res mi šlo na živce in sem vedel, kako dejansko cel sistem deluje. In takoj, ko smo naredili web stran, smo že imeli odzad lokalizacijski sistem. Jaz govorim hrvaško materinje, Marko govori nemško in slovensko, angleško itak lahko naredimo. In za francoščino smo imeli customer support, servis zaposleno, ki tudi zna francoščino. In smo probali tudi delati malo na francoskem trgu, da vidimo, kako bi oni nekako vzeli tisto našo platformo. In zaradi tega je tudi tam gor francoščina. Nemščina nam pa zelo pomaga, ker ta borza tovora je nemško podjetje. Veliko transporta je nekako v Nemčiji. In ko imamo neke sestanke z neki partnerji, vse ostalo jim zelo paše, da imajo nemško stran. Tako da je nekaj prenesel, pa zgleda tudi večje. Tako, na videz zgleda, kada delaš za več ljudi, če imaš več jezikov. Razumem. Ja, to je pač lokalizacija del marketinga, ne? Marketing pa skrbi za to, da si seveda v neki dobri luči prikazan. Se pravi, če mi nekako odgovorite to moje naslednje vprašanje, pač nekako menite, da s tem poslovnim modelom pa s to rešitvijo bi napadali te trge, ne? Tudi DACH in to, kar je pač en od največjih, ne?
Pa tudi potem naslednjo vprašanje si mi je zastavljalo, kako kaj gledate na ostale trge, pa si mi tudi nekako zdaj, da je nekako srednjeročno, če lahko rečemo srednjeročno leto, dve naprej, ste kar fokusirani na Evropsko unijo, ne? Ja. Na Evropo. Ja, zdaj smo kar fokusirani na Evropsko unijo. Odpirajo se kakšne možnosti tudi za Ameriko. V Ameriki je malo drugačen trg transporta, je več baziran na borzah, kar v bistvu za nas bolj paše. Pa še en trg je, ki je čisto novi trg, ki je nam zanimiv, je Afrika. To je nekaj, ki zdaj gledamo, kako tam je zelo velik razvoj digitalizacije. Oni so nekako preskočili en korak digitalizacije, ki smo ga mi tukaj imeli, in to je, jaz bi rekel, tam od 95 do 2010, ki je Windows se posodil vse možne sisteme, dal not, in zdaj vsi ti dejansko so nekako malo nazaj, zaradi tega, ker se ne morejo integrirati z drugimi novimi sistemi. Afrika je ta del preskočila. Oni so šli iz nič v telefone, ki lahko plačujejo, imajo bančništvo na telefonih, na borzah, kako se reče, na tržnici. Na tržnici oni lahko plačujejo z SMS-i. Torej, neke tehnologije, ki smo mi tukaj imeli in jih še zmeraj obstajajo, dol ni, in dejansko so preskočili en korak in so mogoče tudi zdaj še bolj v enih stvarih digitalizirani nas. Kar za nas prinaša zelo lažjo onboarding take stvar, ni pa toliko velike konkurence. Tako da je tudi zanimivo, ampak ja, prvo Evropa, pol pa bomo videli, kje smo. Prvo doma, ne? Ja, niti ni treba, ampak če je Evropa doma, pol pa ja. Ja, da je Evropa, ne? Ja. Da smo bili to naš trg, ne? Tako je. Ko se mi je pojavilo vprašanje, ko si razlagal pač za to Afriko, ne, ker se tudi sami veliko pogovarjamo, imamo tudi v industriji eno tako čisto novo smo odprli, nek Lockworld Africa, in bilo zanimivo poslušati, no. Sicer je zanimivo, ker imajo oni svoje vrstne izzive, tudi glavni govorec je 3-krat ga odrezal, pa si pa mogel nazaj, je zelo slab Wi-Fi. Tako da, ampak je zanimivo, ne, tudi ta velika podjetja, Airbnb je tudi vstopa noter, pa imajo kar lepe rezultate. Pa kar je bilo zanimivo, ne, kar se hotel dodati, ne, prej, ki si rekel, da tudi če se navežem na jezike, na naš del dejavnosti, je zanimivo, ne, da poskušaš nekako tako tudi imeti neke interno ljudi, ki pač poznajo jezik ali so celo naravni govorci. Tukaj pa mogoče dodajam, da ta kakšen Swahili ali pa kaj takega, bilo pa fajn imeti model ali pa kakšnega partnerja za to. Ja, kle drugače, tisto, ko smo imeli francoščino, ne? Ja. In ona ve francoski, ker je študira francoščino. Ja. Pa tudi mislim, da že dokončala. In ko smo klicali Francoze, dejansko so takoj zgruntali, da ni native, in pri njih ni šlo čez. Dokler nismo dobili enega Belgica, ki je pomagal njej narediti s njo bolj native za prodajo Francozov. Tako da je res pomembno, da nimaš samo nekoga, ki zna govoriti jezik, ampak da razume kulturo. Se pravi, tudi če prav razumem, ne, zdaj sva nekako, si mi že odgovoril, ta internacionalizacija je vsekakor del pač strategije, ne, in me zanima, ne, tudi, kot si rekel, z tvojih predhodnih izkušenj že z Outfita, ne, v bistvu si ugotovil, da tudi tako neko startup podjetje, ki se prelevi v unicorn, ima to, je to del strategije. Se ti v bistvu tukaj nekako lahko razumem, da ti razumeš to pomembnost te lokalizacije? Pardon. To pa nisem ugasnil. To bo zrezal, ne? Pardon. Bom ponovil to vprašanje. Se pravi, da razumeš to pomembnost lokalizacije, bi to držalo? Sploh, recimo, kitajski trg, delali smo Indijo, arabski svet. Tukaj so te neke kulturne dele in lokalizacije, na kateri način se delajo, res posebnosti, ki sploh niso v latiničnem pismu, zelo dodale. Outfit je imel en izmed večjih trgov, Kitajsko in Indijo in Saudijsko Arabijo, ker
če ne bi delali tam lokalizacije, mislim, da nikoli ne bi prišli čez. Mislim, da smo skoraj imeli tudi čist različne aplikacije istega imena, samo za drug trg, ki čist drugače oni percipirajo tiste stvari, ki se dogajajo na ekranu. Tako da vem, da to doprinese zelo veliko. Tako čist arabski svet piše z desno na levo. Ti ne moreš imeti X-ič v aplikaciji gor desno, ampak mora biti gor levo, ker je za njih to čist drugače. Recimo, to so take malenkosti, ampak to je nekaj, če nekdo ni šel vprašati nekoga za kulturnim znanjem, bo dal gor X-ič in noben ne bo uporabljal tega X-iča. In bolj se vprašal, posod po svetu dela, tam pa ne. Zakaj ne? Tako da, in je to čist povezano z njihovim pismom, njihovim jezikom. Mi še sicer smo v Evropi, tako da nismo še na takih detajlih, ampak ja, vem, da res prenese nekaj, kar mogoče ti si ne bi ni predstavljalo, nekomu drugemu bo čist na glavo obrnjeno. Tako nekako. Se pravi, dejansko vpliva na prihodke, neposredno, ne? In tudi na uspeh podjetja. Sploh za kakšne daljše trge, ja. Evropa, mi se zdi, da smo tukaj dosti kulturno nekako povezani, ampak za daljše trge sigurno. Ampak za Nemčijo bi tudi, Za Nemčijo... kako si že prej rekel, ne, da tudi mora biti. Ja, za Nemčijo imamo srečo, da imamo človeka, ki res govori nemško skoraj materine. In čisto, da povem, nam sestanek začne tako, ko imamo s kakšnim Nemcem, da oni se pogovarjajo v nemščini, pol pa jaz pridem v angleščino in uničim veselje. Tako nekako to izgleda vedno. Ampak samo to, da smo začeli z malo nemščine, je že nekaj, ki pokažeš, da si tukaj za njih. Kaj pa Zelo cenijo to drugače. to lokalizacijo teh aplikacij, platform? Recimo, to si predstavljam, da neposredno spet vpliva da je več uporabnikov, če je pač platforma, recimo, tudi kar v nemščini. Ja, tudi za iskalnike, ne? To je tudi neka stvar, ki naredi SEO, je zelo boljši, če imaš te lokalizirane stvari. Pa tudi nek awareness, če ti recimo se pogovarjaš z nekim venture fundom iz Amerike, pa pol on gre na tvoj webpage, pa ima recimo v angleščini, bo tudi tale Search Engine Optimization začel tudi tam delati nekaj. Tako da mislim, da je pomembno, sploh ne imeti v slovenščini, prosim. Vsaj dva jezika je nekaj, ker bojo se zgodili situacije, ki boš nekomu mogel pokazati stvar in ne boš imel nemščine, angleščine in bo ti zelo težje iti čez to, tudi temu sogovorniku. Tako da sploh za neke prezentacijske materiale, jaz mislim, da recimo pri nemškem trgu, ne, če mi kažemo nekomu demo, pogovarjamo se v angleščini, ampak stran je za njega v nemščini. In ta barijera je zelo lažja. Tudi on se lepše počuti, ko gleda stran v svojem jeziku, kot v nekem tujem. Ko sem se pogovarjal prej tudi o investiciji, sem takoj, že preden sem se pripravljal, ne, zdaj si mi sicer razkril, da tega več ne bo, ampak kljub vsemu, kakšen del misliš, da, ne vem, ker to recimo spada pod marketing, koliko resursov, recimo prej si omenil neko številko milijon, se verjetno nisi prej razmišljal, ampak zato, ker imaš, zdaj si mi pač tudi razkril, da celo imaš nekaj izkušenj tudi z Outfit 7, koliko teh sredstev se namenja za lokalizacijo? Za lokalizacijo? Ja, pred nami smo tako naredili po domače, ker nismo še šli neki full on na druge trge. Mislim, da je za začetek za startupe je res dovolj. Edin, pač, kot sem rekel, če ti hočeš napadati Indijo, rabiš imeti. Za nemške trge je lepo imeti, ker oni radi vidijo lepo nemščino. Ostalo pa, ja, jaz mislim, da to je v scale-up fazi, je po mojem zelo večji faktor, kot zdaj v začetni. V začetni boš imel marsikaj kakšno napako, ampak v scale-upu, če nimaš lokalizacije, mislim, da mora tukaj biti neki del za to. Pa se morda spomniš, da sicer zdaj to se pričujem izven tega, ampak ta izkušnja se mi zdi zelo dobra za pogovor. V katerih fazah je to bilo prej narejeno, če morda veš,
Praviš, ja, za outfite, ne? To je bilo pol verjetno relativno hitro, ne? Ker so kar hitro rasli. Ja, tam je to bilo iz začetka. Iz začetka je že bilo, mislim, da 10 jezikov, potem smo dobili 11. in 12. Velikost ekipe, mislim, da okrog 4 interni ljudi je bilo, ki se ukvarjajo samo s tem skupaj z agencijami od zunaj. In testerji vsi so res mogli pogledati vsak jezik, po vsakem, sploh za kitajsko, pa se spomnim, da je to bilo res, res pomembno, da jaz bolj vem iz tehnične smeri. Številke in črke grejo skupaj, to je marsikaj razbije ti tudi to, da tvoj produkt izgleda drugače v nemščina. Zdaj si me spomniš. Nemščina, vsak gumb moraš preveriti v nemščini, zaradi tega, ker njihove besede so tako dolge, da ti razbijajo vsak zgled. UX začne biti drugačen zaradi tega. Tako da, ja, jaz mislim, da je bolj pomembno, da moraš imeti v glavi, ko delaš UX ali pa UI enega produkta, moraš imeti v glavi, da katere jezike bo ta produkt uporabljal. Ker to bo spremenilo tudi obliko te aplikacije. Se pravi, bi se strinjala lahko, da v bistvu že pri samem razvoju produkta, ne, bi v bistvu mogla biti vključena tudi ekipa za lokalizacijo. Tako je. Ker bi mogoče že kakšen test mogel narediti, pa da vidiš, koliko so gumbi, koliko morajo biti veliki. V outfitu je dejansko to bilo, ja. Je bilo že iz začetka, ampak vsi, ki so vpleteni v razvoj enega aplikacije, bi mogli iz začetka biti tam. Ker vse, kar se pol zve, je samo dražje. Ja, ker pol moraš popravljati, ne, tisto, in to je pol več ur. In vemo pa že tudi ura developerska, ne, poceni. V redu, če je to samo ena črka, ampak če je to čist drug koncept za gledati ekrane, pa... A ste takrat tudi uporabljali, ker se spomniš, kakšna orodja za takšno lokalizacijo, ali bo to morda... Excel spreadsheet je bil takrat, nekako smo to najdeli. Excel spreadsheet, ki je bil povezan z veliko programerji, kar pomeni, da to ni bil navaden več Excel spreadsheet, ampak na njega je bilo obešenih en kup programov za lažje testiranje, za lažje vodenje teh spreadsheetov in za dejanski nek exporting v programsko obliko. Tako da ne bom rekel, da it's just a spreadsheet, je spreadsheet z veliko dobrih programerov okrog njega. Ja. Dobro, tudi te rešitve znajo biti zelo dobre, zelo elegantne. Ampak mora biti ponovadi developer zraven, da to lepo teče. Da se vrnem nazaj, na Dispomarket. Kot rečeno, ste pač z nekimi internimi resursi, ampak me zanima po teh nekih nadaljnih korakih, katere vsebine misliš, da poleg spletne strani nekega marketing materijala, računaš tudi, da ta platforma bo v več jezikih ali celo že je. Kaj naprej misliš, da je treba lokalizirati, mogoče takoj, kaj tisto, kar meniš, da ni tako pomembno? Mi imamo največ izzivov pri nekako, dobivamo veliko povpraševanj za tovore v veliko različnih jezikih evropskih. Tukaj je nekaj, na čemu malo zdaj delamo, kako to obdelati, tudi strojno obdelati, kako dobiti nek smisel ven iz tega. To je en naš izziv z različnimi jeziki. Splošno pa transport deluje v Evropi v angleščini, angleščina pa malo nemščina. To je nek tak dogovor. A Francozi se strinjajo z angleščino? Francozi se malo tukaj držijo zase. Oni hočejo imeti nekaj svojega, ampak ne morejo pa biti sami zase, ker imajo sosede. Tako da interno so oni še zmeraj v francoščini, ampak eksterno pa morajo v angleščini. Vem, da jim ni to glih všeč, ampak tako je. Tako. Kje sem se ustavil? Katere vsebine me predvsem zanimajo? Meniš, da so tiste, ki so najbolj pomembne. Vse delno si mi odgovoril. To sem še imel, zato sem... Zdaj gremo na sejme. To je nekje, ki zelo prav pride, sploh pa na nemškem trgu. Če prideš na nemški trg, oni zelo rad dajo na to, da je v duhu nemškega jezika stvar.
Nekako so navajeni tako in ne bojo oni to pokazali, ampak jim nekako bolj prijazni so do tebe, če malo začneš pogovor v nemščini, če vidiš, da so materiali narejeni v neki njihovi nemščini, ki jim je pač kulturno prijazna. In tukaj jaz vidim, da bo za nas osebno zdaj največ dela pri teh materialih za neke sejme, za tisto, ki nas pričakuje, da odpiramo nove trge. Vem, da je ta vaša rešitev, kot si že uvodoma tudi povedal, podprta s to umetno inteligenco. V proizvajalski panogi pa tudi ta umetna inteligenca vpliva predvsem na strojne prevode. Pa me zanima, ali misliš ti osebno to, ko si bil v stiku, da bo to dovolj v naslednjih letih? Takole, jaz sem tukaj malo navdušen nad AI-jem, kar pomeni large language models, ki so prišli, so nekako zamenjali, kaj pomeni strojni jezik, kaj pomeni človeški jezik, ker je dejansko stroj zdaj zmožen delati človeški jezik. Ni to 100% in se bo to še razvijalo, ampak naš koncept, kaj je razlika med C++ pa Javo pa angleščino, prej je bila zelo velika razlika. Danes pa več ni. Danes je to samo prevajanje iz enega jezika v drug. Tako da marsikatera stvar, ki pride neki simultani prevajalniki, ki po mojem čez 2 leti bojo, že obstajajo verjetno, ampak čez 2 leti bo to nekaj, ki je v realni uporabi, bo začelo se, kaj jaz osebno mislim, je jezik je živa stvar. In noben ne more reči, mislim, imamo neke gramatike, imamo neke pravila, ampak je živa stvar, ki se dogaja. Googlanje ni obstajala beseda 20 let nazaj. In se bo nekako čisto spremenilo, na kater način komuniciramo ljudi med sabo. To govorim zdaj, 10-20 let. In vprašanje, kaj se bo dogajalo z jeziki, tudi to je stvar. Če mi imamo en stroj, ki lahko prevaja iz katerega jezika v drug katerikoli jezik, pa ne govorimo samo o človeških, ampak tudi o strojnih, kaj pravzaprav je kaj je ono znanje, ki to pol ima vse te jezike v sebi. Kaj je to, ne? Zaradi tega ne morem čisto preprosto, tukaj je res tako odprto vprašanje, sploh z large language modeli. Je nekaj, ki je preskočil, nekaj, ki je prej bilo potrebno imeti 2 človeka, sodska tolmača, ne vem kaj, da boš se ti z nekom pogovarjal, da čez 5 let se bomo simultano prevajali. Lahko se z kozarcem se boš lahko pogovarjal, v tem je point. Ni več komunikacije sam človek, zdaj je komunikacija človek-stroj, ki je zdaj dostopna vsem ljudem na svetu. In stroj je lahko tudi kozarc, če damo en dober čip v njega. Tako da, let's see what it happens. Ja, bomo videli, kaj bo prineslo, ampak verjetno se bo naše delo spremenilo, ali misliš, da dejansko, kakšen je tvoj pogled, kakšen bo tukaj trend? Delo se bo zelo spremenilo zaradi tega, ker v industrijski revoluciji na začetku 19. stoletja smo nekako zamenjali mišice za stroje. Zdaj pa možgane, en del možganov menjamo za stroje in delo se bo spremenilo. Tukaj ni vprašanja. Kakor sem na začetku govoril, kako zračunati človeški processing power pa strojni, kaj je vrednost tega. Jaz mislim, da še ne moramo niti zgruntati, kaj se bo zgodilo, ampak je na neki ravni industrijske revolucije. No, si pri nas, to mogoče to dajem, tudi z naše strani, se že vrsto let, zdaj, kot sem že vprašal, ta umetna inteligenca, že vsaj enih 5-6 let, vsaj tako, kot mi spremljamo, tako korenite so spremembe in tudi prevajalci, lektorji že drugače delajo, kot so delali pred leti. Kljub vsemu pa, saj pač mi menimo, da bomo še kar nekaj časa potrebni, se bo pa verjetno kaj spremenilo, ne? Verjetno bomo kaj bolj kot svetovalci, kot smo že rekli, pri lokalizaciji kakšne kulturološke razlike, kot nek konzultant ali pa kaj podobnega. Tako da, zanimivo. Verjetno si pa videl tudi, da je kakšen ponesrečen prevod, pa si se tudi verjetno sam kdaj kaj nasmejal. Si najbrž ne želiš, da bi kakšen dispo market bil zraven, ne? Sploh pri teh sendvičih, picah, vseh teh šnacunah. Na hrvaški obali tega res veliko vidimo. Sploh temi tuđice.
Ja, probamo 5-krat pregledati stvar, preden gre ven. Ja. Jaz imam prepoved delati kjerkoli tekste v slovenščini, ker ni mi mother language, še zdaj se poslužujem z drugimi besedami iz drugih jezikov. Ampak gre ti odlično. Ja, in vedno, kadarkoli sem rekel, dej bom sam tale stavek dal gor na internet, mi sam dobim klic, a si ti Nikola dajo gor? Tako da, jaz vem, da jaz ne smem dajati gor za slovenščine. Ja. No, se tudi mi v bistvu veliko dobimo to vprašanje, ne, če so prevajalci, so pač tudi dejansko naravni govorci tega jezika in seveda, vedno, ker je nek ciljni jezik, se pravi tam, kjer jezik hočeš narediti prevod, lokalizacijo, mora biti on naravni govorca, ne, ker ti pač hitro se začuti, kot si že prej uvodoma, oziroma vmes tudi sam povedal izkušnjo, ne, s to francoščino, da te hitro ujamejo, ne. Jaz bi mogoče še te vprašal, prej si mi že iz prejšnje izkušnje povedal, ne, kako se tudi z lokalizacijo celo spreminja storitev, produkt, kakor misliš, da boste zdaj v tej fazi, razumem pač, kje ste, ampak zdaj vidim, da recimo še spletna stran je za vse jezike enaka, ali meniš, da bo treba recimo tudi potem kak platformo spreminjati, večkrat lokalizirati, kulturološko pregledati, ko si že prej rekel, ne, tisti X-ič, ne, mora biti levo, desno, ne. Je to nekako, vidiš, da bo potrebno tudi za Dismo Market? Sigurno, ja. Ko bomo v tem stageu, da hočemo dobiti neko širše ljudstvo, sigurno je to nekaj, na kaj je treba dati poudarek. Ker če hočeš ti pravilno neko sporočilo prenesti nekomu, to ni samo besede, ki jih uporabljaš, ampak je dejansko neka kultura in nekaj, na kater način mu ti to lahko poveš. Recimo razlika Amerika-Evropa, kakor se zdaj malo berem, v Ameriki moraš vse povedati in ne prepustiti, da tvoj sogovornik karkoli razmišlja o tem, kar si mu ti govoril. V Evropi pa rad imamo, da malo začneš ti razmišljati o tem. Torej mu ne rabiš povedati, tole je ne vem, kozarc iz kristala, ki je zbrušen z temi kvadratki, ampak rečeš mu samo tole kozarc v Evropi. In bo on že razumel, da mora malo razmišljati o njemu. V Ameriki pa mora to biti na ta način prodano. Tako nekako. To je malo, ko zdaj berem te razlike. Tako da sigurno v marketingu, v messagingu mora biti, tudi še angleščina, Amerika pa Velika Britanija imajo čisto drugačen način prenašanja tega sporočila. So te nianse kar pomembne, ne? Ja, super. Kaj me še zanima, meniš, dobro, spet poudarjam to, da razumem pač kje ste, ampak ta prevajalska agencija s neko tehnologijo, z neko bazo prevajalci, lektorji, nekimi tolmači, grafičnimi oblikovalci in tako drugimi sodelavci lahko prispeva startupu, da uspe na domačem in tujem trgu. Zdaj mi je še toliko lažje te to vprašati, ker imaš eno in drugo izkušnjo, ne? Si bil tako v unikornu kot zdaj pač pure startupu, ampak me je v bistvu mogoče ta neka, tam si pač nekaj doživel, zdaj kaj boš le naprej delal, kaj bo te v Dismo to delal, je to nek plan za naprej? Moj nasvet je, ne zadnji dan pred releasom produkta ali pa marketinške kampanje razmišljati o prevodih. Ja, dajte razmišljati iz začetka, ko začne nek produkt, se malo zmenite, koliko bo to jezikov in dajte to v planu naprej, ker pol se zgodi, da ni stvar ready in se zamuja. Tudi mi smo naredili to napako. Ali pa, enako je s testiranjem. Če pozabiš, da moraš testirati en teden prej ali pa nekaj prej, tvoj rok bo zelo verjetno prekoračen. In lokalizacija je dosti tudi taka stvar, kot testiranje, ker saj bomo to rešili, ampak pol, ko pride, ponavadi pride zadnji dan ali pa zadnja 2 dni, pol pa zgruntaš, jaz moram še tole vse narediti. In pol pa moraš to dati nekemu programerju, nekemu, ki dela Facebook kampanje, ne vem, uredniku, karkoli že je, kakšen tekst je. Treba imeti to v procesu izdelave kjerkoli produkta ali pa marketinga ali pa karkoli. Če smo pozabili mi to dati tam kot task,
bi imeli probleme s tem. Ja, se tudi mi v teh 10 letih smo že tako bili veseli, če pač nekako ne start-up, ampak neko redno podjetje. Rečeš, da zjutraj nekako ne pove, da bo rabo nekaj urgentnega, ki bo ponedeljek nekje v tujini, neko predstavitev. Da to pač naredi ne le v 4 v petek, ampak v 8 v petek, ali pa da saj nek napoved, da pač realno se potem cela ekipa lahko pripravi. Da je kvaliteta tega sporočila pomembna. Če mu nekomu rečeš, jutri ravno čez 2 uri, to bo verjetno sam nekdo prevedel na hitrico, da gre čez. In takrat se največ napak zgodi in takrat ti uidejo te nianse. Deva se še malo dotakniti, kaj se bo dogajalo do konca leta, naslednjega leta, kakšne so tvoje želje, pa želje ekipe, koliko bi ti si želel, da bi bilo uporabnikov te platforme, kakšen promet si želiš do konca leta, pa naslednjo leto. In pa mogoče, če kar še povežem, če se to vse ne bo išlo, kakšen je to potem, kaj si ti želiš zase, boš zdaj iz te pozicije razmišljaš, seveda, verjetno se optimistično gleda naprej, ker to je edina pot, ampak kljub vsemu verjetno imaš neke scenarije in me samo zanima, te to bo v bistvu, boš naprej šofural te zadeve, ali ta startup svet je tisto, kar tebe navdihuje, ali kako gledaš pa za naprej, če ta scenarij, pa lahko začneva s temi boljšimi scenariji, da to seveda vsekakor uspe. Pa mogoče še združim še končno, da nekako skleneva ta najmen podcast. Če posumirava mogoče za naše gledalce kakšno modrost, da ne bojo kakšnih istih napak naredili. Se mi zdi, da največ, kar želimo tudi tukaj s tem podcastom narediti, da kakšno napako 2, 3 enemu startupu predočiš in da v bistvu on tega ne bo naredil ali pa ta ekipa ne bo tega naredila in bo potem več možnosti za scale-up in pa celo za unicorn. V vsakem primeru Dispo Market je zdaj nekaj, ki bi rada uspe. In je moja 100% tista energija vložena v to. In vidim, takole je, pri tej ideji jaz vidim potencial, da se to zgodi in ne vidim neke prihodnosti, da transport ni digitaliziran in narejen optimalno, ker vpliva na vse nas na svetu. Na našo ceno izdelkov, na gužve na avtocestah, na CO2 na koncu, na naše okolje. In ne vidim možnosti, da sploh nam inženiram, ki smo tako optimizacijski naravnani ali pa avtomatizacijski, ki vidimo, koliko je vse to zdaj v rasulu, ne morem tega pustiti. In zaradi tega jaz tudi to delam, da naredimo neko kompleksno res, ki bi prej rekli ljudi, logistika je zelo kompleksna, da jo naredimo enostavno, ki je dejansko prenesti stvari iz A na B. Tako da cilj je, zdaj septembra imamo več kot 20 podjetij, ki bojo posprobali naš produkt v Sloveniji, samo v Sloveniji. Do konca leta bi to mogli zaživeti v Sloveniji in upam, da tudi Slovenija bo zadovoljna z enim takim naprednim orodjem. Širimo se pol v Evropo, tako da ni, da zdaj mi ne iščemo več investitorje, ampak nismo aktivni več pri tem. Tako da proti koncu leta bomo spet bili aktivni, če hočemo hitrejše razviti trg v Evropi. To so neki plani za zdaj. Tako da konec 2024 upam, da smo že lepo v DACH regiji, pa Nizozemska. Nekako se jaz fokusiram, da naredimo te glavne luke v Evropi, kar so, zdaj smo tukaj Koper, Reka, Trst, nekako Portugalska, Nizozemska in Nemčija itak. To so neke te glavne, mogoče še Marseille, če uspemo z Francozi shajati. Nekako se ti francozi skozi dogaja, ampak mi smo tudi probali na francoski trg in vemo, da bo ena druga borba tam. Tako da to je res plan, ki se obeta in
kakorkoli, en let nazaj noben niti ni vedel, kaj je AI, kaj je tisto in smo se res mučili, sploh tudi investitorjem. Investitorji tudi zelo boljše vejo, kaj je transport danes in kaj je AI. Stranke zdaj razumejo tudi tehnologijo in nam v zadnjem letu je samo lažje in lažje to stvar obrazlagati, prodajati in veliko več interesa prihaja. Tako da nekako vidim, da je čas, da to zdaj zaživi. Z druge strani pa jaz osebno nekako mislim, da imam dovolj izkušenj, jaz ne rabim veliko v lifeu, tako da imam dovolj izkušenj, da si priskrbim za življenje. In ni nobene opcije za me, da bo grda. Tako nekako. Tako da je moj nekak cilj, da podjetje rata boljše. Jaz sem sebe nekako, ok, vse lahko vzamem si enega Porscheja, ampak ni mi to nekaj, kar potrebujem v lifeu. Tako da že outfit mi je dal nekako to, da imam poskrbljeno zase. Pa, ja. To so neki plani, pa čak, kaj še bilo? Kakšno modrost še za zaključek? Tako zelen sem za neke modrosti dajati, ampak nisem več tok. Si mlada, ampak si dosti stvari že. Ja, tako nekako. Modrost je, prvo, zaupajte v sebe. To je nekaj, kar ti noben ne more vzeti in tudi, če narediš napako, če zaupaš v sebe, veš, da to napako lahko tudi popraviš. To je stvar, da ni problem delati napake, ampak če zaupaš v sebe, zaupaš tudi v to, da boš naredil napako in zaupaš se v to, da boš tudi, če narediš to napako, naredil, da je vse cool. Tako, če nekoga jaz tudi v biznisu zeznem, jaz vem, da sem jaz sposoben tudi nekako z njim se pobotati in priznati svojo napako. Tako da ja, eno je zaupanje v sebe in to res do konca, do nule moraš zaupati v sebe, ker noben drug ne bo. Tako bom rekel. Sploh nekaj delaš nekaj novega. Sej med, ki te bo potolažila, ampak ti bo rekla, ne bi rajš imel šiht, ki ti daje mesečni donos. Tako da ja, res je treba biti zaupanje v sebe, ker na koncu ti si ta, ki fura to ladjo in ne moreš dati volan nekomu drugemu. In če ti sebi ne verjameš, boš v nezavidni situaciji boš ostal nekje, ki ti nočeš se dotikati volana, ladja pa pluje. In to ustvarja stres, ki ga nočeš imeti. Tako da rajš ti furi to ladjo in bo ta stres in vse to zelo lažje tudi, če narediš napake. To je nekaj, ki tudi v Sloveniji se vsi bojijo delati napake, ampak ni stvar napake, stvar je, da si ti človek, ki lahko dela naprej dobro. Napake se bodo dogajale. To je ena, druga je pa, bod v biznisu, probam zdaj zgrunati, ker mi smo imeli roller coaster cel tebe, pa iščem najboljša stvar. Ja, ne vem, kako bi to rekel v besedju. Mogoče zraven zaupanja v sebe, ker to gre skupaj s tem, čim prej delite odločitve. Tako nekako. Če imaš nekaj, ki ti daje stres, neka odločitev, ki te nagaja, čim prej naredi odločitev, bo že poskrbel, da to gre po naprej. In boš si zmanjšal in stroške in čakanje. In tudi, če odločitva ni bila ta prava, sem naredi. Ja, naredi. Če ti izgleda, da iti v Afriko je čudno, probi iti, pa boš videl, če je čudno. Ne čakati in sedeti na tem. Ja. Hitro odločanje, ne? Tako. Super. Jaz se ti iskreno zahvaljujem za pogovor in ti pač tebi in pa ekipi želim vse dobro. Upam, da bo pač Dispo Market oziroma Kledar pa z rešitvijo Dispo Market novi unicorn. Srečno. Hvala vam, da ste me gostili in enako tudi vam.